Dober večer, spoštovani gledalci, spoštovane gledalke VTV televizije in oddaje Najvižja. Ja, vesel sem, da se zopet družimo. Danes sledi zadnja oddaja Najvižje v mesecu maju. Zunaj je krasno vreme. Kaj ne rečem, že zadnji teden je bolj kot ne zelo sončen. Že diši malo po morju, po dopustu, po pivu, hladnem pivu, po žaru v glavnem. Za dobro muziko bomo pa poskrbeli mi z današnjimi glasbenimi gosti, ki so zelo dobro razpoloženi. Imamo Dolence in pa Belokranjko in ta mešanica, to je noro, to boste videli. No. V glavnem v toku oddaje. Jaz sem zelo vesel, da sem spoznal in da lahko danes gostim ne ansambl, vidiš, skupino Jukebox. Uživajte in skladba Izkaži se za začetek. Če sem ti všeč, potrpi in me glej v oči. In pazi, da se kar obljubiš, se zgodi. Če si želiš, da bi mi zlezel v srce, kar trdo drži se old school romantike. Če gledaš mene, ne oziraj se drugam, ker boš drugače z dolgim nosom hodil sam. Pozorno me poslušaj, kadar govorim, in če že lažeš, pazi, da te ne dobim. Izkaži se, če res najboljši si, ker kakšnih 100 v vrsti stoji. Jaz kar vsakemu ne dam srca, izkaži se, pa tvoja bom morda. Jaz kar vsakemu ne dam srca, izkaži se, pa tvoja bom morda. Če rad bil moj, bil bodi tak, kot ni nihče. In kar pozabi, kaj pri drugih žgalo je. Če pa bi rad le malo vlekel nezadost, potem si našel tako, ki ji nisi kos. Izkaži se, če res najboljši si, ker kakšnih 100 v vrsti stoji. Jaz kar vsakemu ne dam srca, izkaži se, pa tvoja bom morda. Jaz kar vsakemu ne dam srca, izkaži se, pa tvoja bom morda. Izkaži se, pa tvoja bom morda. Ja, slišali smo poskočno polko Izkaži se in z nami skupina Jukebox. Zelo sem vesel, da bojo nam popestrili ta četrtkov večer in grem prvo kar do Tomaža. Tomaž, dobro večer. Dobro večer, pozdravi. Ti si menda najbolj zgovoren član ansambla in danes bomo vidva največ klepetala. Naslednik, s katerim bom pa največ klepetal, je pa seveda vaš Andrej. Absolutno. Meni je mogoče sem malo žaljen, da nisi prvo z njim začel, no. Ne, le. Ker verjamem, da ima veliko zapovedati. Najbližji si ve. Se prav. Izkaži se, smo slišali prvo polko. Ti si se že izkazal. Ja.
Res? Znova in znova se izkažujem, če se le da. Ampak mislim v tem smislu, veš, o katerem je govorila Polka, o tem, če ne, si se ne, izkazal. smislu, da misliš na Moskvo. Ne, izkazal si se v glasbi že, to vemo, ampak tak mislim, ja. V privat življenju, če si se že... Pa se trudim, no, se trudim. Okay. Si na dobri poti. Ja, nekaj gre. Drugače ste fajn in dekle v redu, vse pod nadzorom. Nič nam ne manjka, več imamo kaj preveč. Ne mislim, trava je dovolj visoka. Malo rezerve mora biti, veš, za hude cajte. Drugače pa vas, naše gledalke in gledalci po večini že verjetno poznajo. Za tiste, ki pa vas ne poznajo, mi pa mogoče povej za začetek, odkot prihajate in kdaj se je začela odvijati vaša zgodba. Ja, tako. Jukebox zdaj obstaja uradno enih 8 let, no. Bazirani smo nekako v Kostanjevici na Krki. Od tam je naš, bom rekel, idejni in pa skupinski vodja Toni Klemenčič, ki nas je tudi sestavil, tale ekipo. Mi smo razmetani, živimo med Brežicami in Krškem, Lana je Belokranjka, ampak mi rečemo, da smo doma v Kostanjevici na Krki, tako da smo tam. Tako da ja, evo, 8 let, lepih 8 let, prepevanja, igranja, dobre družbe, smeha, veliko smeha, tako da. Ja, to sem pa videl že pred oddajo, pol ure smo se samo smejali in ja, je kar težko biti resen v vaši družbi. Verjetno je to tako tudi na feštah v živo, ko igrate. Ja. Da ste... Se veš, kako pravi, malo kdo je verjetno resno, ne? Ja, težko, da se pravi, veš, kako pravi, najboljše, če je spontano. Zdaj pa, če boš ti planiral za naprej, da se usmejo, se verjetno ne boš. Ja. Ne? Če pa pride spontano tega, pa lepšega ni. Tako da ja. Je pa najboljše, tako in je veselo. Res je. Se torej pol fantje in dekle niste poznali prej, pred 8 leti? Ne. Torej, vas je gospod Toni Tako. skupaj z Bobnov, po domače povedano. Je, tako. In tam je na prvo žogo vse užgalo in ste ostali. Tako je. Zdaj pa Jukebox, pa tudi smo se že prej pogovarjali, Jukebox je še tisti, veš, se to naše gledalke in gledalci vejo, tisto, ko si vrgel noter, takrat so še tolarji bili, ne? Pa še kakve valute z bivše države, verjetno so tudi grable, ja. Ja, in zelo dobra ideja za ime, verjetno pa tudi izvira ime od dejansko, ker na špilih pa igrate vse živo, ne? Tako, ja, imamo zelo pester repertoar, bomo rekel, za vsakega nekaj se najde, no, za vse okuse. Pa tudi, ko smo pa razmišljali o imenu, smo rekli, pa kak bi nekako, bomo rekli, opisali nas v eni besedi, ne? Pa smo slučajno prišli do tega Jukeboxa in nam je takoj smo prijeli za to, poistovetili se s tem tudi, no, in se trudimo tudi še zmer na ta način delati, se pravi, vsa naša glasba, vsa naš repertoar in nastop in tako naprej se nekako vrtijo okoli te besede, no, da je res to nek pester izbor glasbe, stilov, za vsega nekaj. Ne? Ja. Super, si to povedal. Če bi mogli recimo ti skupino Jukebox opisati s 3 besedami, katere 3 besede bi izbral? Dobro, imam eno v misli, kad mi pol malo kasneje povedal, mogoče, pa dobro, sej, že ja, recimo, ne, je ena stvar. To je čisto normalno. Ja, drugače pa definitivno veselje, dobra družba, dobra muzika, to je to. Evo, ta prave besede si izbral, to rabimo za žur. Tako. Zdaj bomo slišali naslednjo skladbo Zadnja želja, en krasen valček, ki sem ga poslušal po poti, iskrene čestitke. Pa bi še mogoče ti povedal, prej da slišimo to skladbo, o čem govori oziroma kako je nastala. Ja, skladba Zadnja želja je pa dejansko delo popolnoma našega Tonija. Se pravi, on je poskrbel za tekst in za glasbo in za melodijo, in aranžma. Govori o eni zgodbi, se pravi o mornarju, ki je kot mlad odšel na morje, na pot, se kot starec vrnil, ampak ni zdržal doma in se zato vrnil na morje in tam ostal. Tako da taka, bom rekel, kar lepa zgodba, emotivna, no? Prežeta z enimi emocijami in smo jo tudi, bom rekel, zelo hitro vzeli za svojo, jo probali tudi mi nekako prežvečiti v sebi in tako je nastala ta skladba. Super, izdelek je nastal. Si tudi ti drugače se najdeš v teh emotivnih skladbah? Absolutno. Jaz pravim tako, glasba je ta, ki pove več kot 1000 besed, ne? In mislim, da če človek najde nek tekst, s katerim se lahko poistoveti, ni lepšega, ker si našel prijatelja. Tako da... Res je. Hvala lepa za lepe besede. Kmalu pridem nazaj na pogovor, sedaj pa grem na svoje mesto, kajti slišali bomo res krasen valček skupine Jukebox, Zadnja želja. Uživajte.
ponisel, da je nežno morski val. V globini morja našel, dom stari je mornar. Ujet v mrežo je lepote morske deklice, tam pustil mladost je svojo radost in srci. Ljubil daljna je obzorja sonce in vihar, a po dolgih letih plovbe vrača se v pristan. Zdaj pa star je in osamljen, eno željo še ima. Morje, prosim te še enkrat, naj še zadnjič zaveznam. Na zadnjo pot pomisel, da je nežno morski val. V globini morja našel, dom stari je mornar. Na zadnjo pot pomisel, da je nežno morski val. V globini morja našel, dom stari je mornar. V globini morja našel, dom stari je mornar. Tako slišali smo zadnjo željo, skladbo Lep valček skupine Jukebox. Jaz grem pa sedaj v družbo Lane, da še malo vprašam punco. Dober večer. Živjo, ti si edina Belokranjka, torej v ansamblu. Je res. A ste vse Belokranjke tako čudovite, kot si ti? Ne znam. V glavnem, kako se počutiš med fantje? Ti fantje razvajajo, ali moraš biti, mislim, vem, da si enakopravna članica, ne, ampak kak je pa recimo pri delu, ko se postavlja ozvočenje, pa se kabli zvijajo, pa to, ali te kaj prizanesejo, ali ne? Se sama tukaj potrudim, da pomagam pospraviti, pripraviti, tako da sem se že spraksirala, pa naredim tisto, kar lahko naredim. No. Super. Vedno rad vprašam pevko v ansamblu, kateri od fantov je morda največji kavaljer. Bi lahko kjerga od fantov izpostavila, ali so vsi? Ne, vsi so res, Vsi pozorni. Ja, res, ja. Ne Vsi se pozabijo na tvoj potrudijo. rojstni dan, Ne, na dan žena, pa to. ne, res ne. Ne, So vsaka pridni. čast, fantje. Zato, če je to resnica, pol ste edini bend. Lepo So si jih pridni. pohvalila, ja. Se ti vidi, da iskreno govoriš in da ne lažeš. Ja, ja, vsaka čast. Drugače pa iz Bele krajine si torej. Recimo, če bi jaz prišel v Belo krajino, pa tam res nisem pogosto, bil sem parkrat, ampak res ne poznam te kraje najbolje. Kaj bi mi recimo ti razkazala? Kaj je v Beli krajini najlepše morda? Dobro, zdaj bom rekla Metlika, ne, ker tam sem doma, Aha. ampak razkazala bi, oziroma peljala vas bi na kaj dobrega pojesti, to pri nas nikdar ne manjka, kakšno pogačo ali pa kakšno pečenko, pa obvezno se bi mogli iti skopati na Kolpo. Evo. A ni tam malo mrzla voda? Ne, ima že 20 stopinj zdaj, tako da Aha. lahko gremo že. 20 stopinj, ok. Pol je to kar, ne, mislim, To je 20 zelo stopinj ni dobro. slabo. Ne. Zelo dobro, ok. V redu. Hvala lepa, mogoče pa res pridem, te najdem in gremo kaj dobrega Prav. pojesti pa se kopati. Zmenjeno. Je prav, ok. Tomaž, a ti si se že kopal? Sem. Sicer je vodostaj je takrat bil malo v rdečih številkah, sem mislil, da je deč padal. Se je dvignalo? Narasle. Sem dobro šel na hrvaško stran, tako da A vredi. si predstavljaš, da bi vedno skup šla, no? Tsunami. Bilo kar zvečer, ja. Priporočili, kako se temu reče. Na dnevniku, ja. Ja. Kako nastaja, torej, zdaj gremo malo nazaj k glasbi, kako nastajajo vaše skladbe? Torej, s kom sodelujete poleg Tonija, ki se ga že omenil? Kdo še dela za vas? Pa tako. Mogoče tudi sami člani ustvarjate kaj?
Se trudimo, no, ampak zaenkrat, če kar prosimo za pomoč pri res takih starih mačkih ustaljenih. Veliko sodelujemo z gospodom Matejem Koncijančičem, glede besedil. Jože Umek nam je pomagal pri glasbi, prav tako Rok Švab. In tako naprej, tako da evo, imamo ideje, zmeraj se skladba rodi z neke ideje, pa rečemo, lejte, o tem še nismo prepevali. Tako da vi povete neko, izrazite idejo v besedilu. Tako, ja, tako. Pa si razmislimo, čemu še nismo prepevali, zato bi pa lahko mogoče zanimiva kakšna tema, pa pol sploh z gospodom Koncijančičem, pošljemo idejo, on to spiše, strese za rokava, tako da imamo fajn. Ti so res mojstri in hvala Bogu, da jih imamo, da lahko mi izvajamo in uživamo. Res je. Vi tudi imate neki festivalskih izkušenj, koliko sem jaz videl. In ste tudi kar uspešni, kar se tiče festivala. Tako, neki smo obiskovali festivale, bili smo na Graški gori, ravno tale Valček, Zadnja želja je bila zelo uspešna, na Graški gori smo dobili nagrado za najboljši aranžma. Na to smo se dvakrat predstavili pa še na Lobrofestu v Hrvaškem Zagorju, kjer je pa Polka, ki jo bomo danes slišali pri meni, odnesla prvo nagrado, smo bili absolutni zmagovalci festivala, tako da evo, to je zaenkrat to od naših festivalov, kar smo se udeleževali, ampak sigurno bo še kakšna prilika, pa kak festival, pa da še kako lepo vižo pokažemo. Ja, krasno. Vse festivali te verjetno prisilijo v to, da delaš, da piliš, ampak največja želja vseh izvajalcev nas je pa verjetno to, da nastopamo, da smo na terenu in da širimo dober glas. Tako. Ja, tako. Kje najraje nastopate? Vem, da je to nehvaležno, ampak ste radi v domačem kraju, radi greste malo med manj poznane ljudi? Kako je to pri vas, recimo? Prejšnji teden, evo, kot zanimivost izpostavim, smo špilali na Švedskem. Ja, in mislim, da največkrat izrečeni stavek je bil, posod je lepo, ampak doma je najlepše. Tako da, evo, res ne bi mogel boljš tega opisati, posod gremo radi, zelo smo veseli, ko nas pokličejo nekam izven našega domačega kraja, izven naših občin, izven naše regije, ampak seveda, duša je doma in nas vleče znova in znova. Smo najlepše se počutimo doma. Gremo pa radi povsod. Ste bili tam več dni ali ste imeli en... Imeli smo en nastop, tako nastopali smo za Slovence na Švedskem, bilo je tudi ljudi iz Nemčije, se pravi Slovencev, ki živijo v Nemčiji. Gre za en tak binkošno romanje v Vadstena na Švedsko, kjer se na to zvečer organizira ena taka slovenska veselica, tako da smo nastopali za Slovence. Super. Kje si pa najbolj, mislim, kdaj ti je prišel najbolj na misel tisti znan rek, posod je lepo, ampak doma je najlepše, ali je to bilo med tem, ko ste večerjali, pa je to bilo med nastopanjem? Ti si očitno že bil na Švedskem. Ne, očitno ne. Lahko bi pa šel za pol leta, da bi prišel malo bolj fit nazaj mogoče. Pa ne, niti ne, zelo je bilo lepo, zelo lepo organizirano. Postreženi smo bili od spredaj in od zadaj na vse strani, vsega je bilo dovolj. Ampak, se veš, kadar greš res daleč od doma, se pojavi neko domotožje, neka nostalgija, ki te takoj vleče nazaj. Tako da, pa mislim, da smo predvsem o tem razmišljali, ko smo se pelali. Teh 25 ur je bilo kar taki močnih. Ja, daleč je. Ja, super. A ste imeli šoferja ali ste sami se izmenjavali pri vožnji? Smo imeli enega šoferja, enega našega prijatelja, Ala, ampak smo se tudi mi menjali, pač je res dolga fura, tako da smo se menjavali. Mogoče, kera prigoda iz nastopov ti pa recimo prva pride na misel, 8 let je za vami uspešnih. Kaj se spomniš mogoče, da se je na nastopu tako smešnega ali pa zanimivega zgodilo, da bi lahko z nami delil? Veliko je bilo tega. Zdaj, vse res tudi ni za javnost mogoče, pa se ne da bilo kaj takega, ampak čuvamo tiste, ko so imeli rojstne dneve, da jih ne spostavljamo. Zdaj si me malo presenetil, res mi da pade neka konkretna anekdota. Pa če veliko smeha je... Smeha je pa tako konstantna, zato pa težko rečem, da kaj izstopa. No, res, tako se bom rekel, med seboj špilamo malo komedija, tako da je zmer pestra, no, je zmer pestra. Kdo je pa tisti član, recimo, ki od vas, torej, ki začne napeljevati recimo na to komedijo, ki si je omenil, se veš, nekdo mora malo počgati. Nekdo mora biti pobudnik. Nekdo je pa tisti, ko ga vedno nasrka, bi rekel. In nekaj je tole recimo pri vas to. Ja ne, mislim, zdaj, ki si glih prej omenil Andreja kot najbolj zgovornega, mislim, da tudi on doskrat pobudnik za kak smeh, ne? A je? Ja, jaz sem bil pa zihar, da ga on vedno nasrka. Ja, se posledično ga. In začne in neha, ne? In začne in neha, rekel. Da je smeha polno. Ja.
Ja, super, no to si povedal. Okay, zdaj pa mogoče edino, kdo je pa recimo največji perfekcionist v vašem bendu? A je kdo tisti, ki je najbolj zahteven? Aha, to je pa Matej. Pa dobro, zahteven, ja, perfekcionist bi bila boljša beseda, no Matej ima rad red in prav je tako, ne, da nas drži malo to hordo pod kontrolo. Ja, tako. Pa trudimo se pa tudi vsi enega druga. Se veš, kak je to. Včasih imaš slab dan, včasih imaš dober dan, pa tisti, ki ima boljšega, malo potegne, pa se vse porihta, ne, tako da. Okay. Tako da ja. Je super, si to povedal. Jaz grem zdaj na svoje mesto, slišali bomo polko pri meni. A to je vaša bolj nova? Niti ne, to je zdaj skladba, ki je bila izvajana na Loborfestu, se pravi, tako zmagovalna skladba, zdaj je tega 3 leta, tako da evo, ni čist frišna, no. Ni čist frišna, še vedno užge. Tako. Super, evo, tako, drage gledalke in gledalci, če ste pripravljeni, evo, lahko vstanete in se zavrtite svoje drago, slišali bomo vesele ritme, skladbo z naslovom Prmen in Jukebox. Lepo in čudno mi, ljubezen časi se zgodi, pogosto pa je vmes kak plod, do njega vodi dolga pot. Saj veseti je prav tako, da vsega se ne da z roko. Če hočeš z mano sanjati, na dušo moraš pihati. Če z mano sanjati, na dušo moraš pihati. Čez most želja te podpelja do mojega srca. Mogoče boš pri meni ostal, če boš obljubit znal. Skozi drobno si to podpelja do mojega srca. Gotovo boš na njem končal, če kdaj mi boš lagal. Saj je lepo in čudno mi, ljubezen časi se zgodi, pogosto pa je vmes kak plod, do njega vodi dolga pot. Saj veseti je prav tako, da vsega se ne da z roko. Če hočeš z mano sanjati, na dušo moraš pihati. Je prav tako, da vsega se ne da z roko. Če hočeš z mano sanjati, na dušo moraš pihati. Če hočeš z mano sanjati, na dušo moraš pihati. Tako, slišali smo nagrajeno festivalsko skladbo skupine Jukebox, jaz grem pa zdaj malo do njihovega harmonkarja. Dober večer, Matej, tudi tebi. Ja. Ponovadi so harmonkarji veljali v zgodovini za glavne. A je tudi pri vas tak? Ti mi izgledaš, pardon, mislim, brez zamere, mi izgledaš najbolj, bi rekel, izkušen član, neresen, izkušen član ansambla, mogoče. Tako je, pri nam, bom tako rekel, je demokracija v polni luči, tako da mogoče sem edin tisti, ki ko mal pade, energija, vse skupaj, sem tisti, ko mal probam najdeti nazaj tisto pravo štimung pa zagon, da to zveni tako, ko ima zabiti.
Krasno. Sicer politike v take vdaje ni za upletati, to je dejstvo. Ampak vseeno, recimo, ker zdaj je pa to aktualno, več se sestavlja vlada, pa to. In če bi ti bil predsednik, recimo, vlade vašega ansambla in imaš možnost, da imenuješ 4 ministre oziroma 3 ministre in 1 ministrico, recimo, kjer resorje bi jim ti dal? To me je zdaj padlo. Ta je težka. Lani vem, da ne bi dal Financ čestno. Ne. Mogoče bi dal Tomaža za gospodarstvo. Aha, Mogoče. Super. Andreja bi dal za socialo, sigurno. Matija bi bil za mejci oziroma Slovenci v tujini. Jezike pa to vlada, mislim. Vse za to. Lano pa sploh ne vem točno, kam bi jo dal. Da sem se maknil, malo da lahko Lano pokažem. Ne vem še točno. Ministrica za kulturo bila vlada. To, lahko, ja, to pa komot, ja. Evo. Ja, super vlado bi se stavljali, konc. Ja, krasno. Drugač pa, mogoče, kdaj si pa ti, pri katerih letih si stopil v prvi stik s diatonično harmoniko? To je pa že kar dolg nazaj. Mislim, da sem bil star tam 7-8 let, ko sem pokazal eno željo. Prej sem začel s kitaro, tako, v glasbeni šoli. Pa se pa spomnim enega momenta, ko so prišli, pri nam so hodili to še kar veliko na Dolenjskem, ramplat, očetu, za God, ker je Martin, in sem takrat videl harmoniko in sem se takoj zaljubil in naslednji dan in tedne in mesece je bilo to preprečevanje očeta pa mame, jaz bi pa tudi igral, pa se igraš, kaj boš zdaj harmoniko. No pa mi je uspel, tako da sem prišel pol do svojega učitelja, to je Toni Sotošek bil, tako da sem z njem začela, mislim, da sem bil celo en prvih njegovih učencev in pa sem vztrajal, pa na samostojno pot naprej. Krasno. Se spomniš morda kjerga nasveta, ki ti ga je odličen Toni Sotošek dal in da ga res nikoli ne boš pozabil, recimo tak nasvet, ko ste se učila? Predvsem, da se spomnim to, da zmeraj opozarjal ne prehiter igrati. Ker v hitrosti skriješ vse fuše, če igraš pa počasa, se pa tega ne da in to je prav, da pokažeš, da pač igraš prav. Predvsem to. Super si to povedal, super nasvet tudi za mlade glasbenike, ki so mogoče zdaj na taki poti, da pridejo mogoče in da ustvarijo ansambl. Povej mi mogoče še, kaj ste se v vseh teh letih, torej 8 letih, drug od drugega naučili, recimo? Ne vem, a ste prišli do kakšnega spoznanja, ki ga prej, kakšne izkušnje, ne vem, ste se kaj naučili drug od drugega? Ja, sigurno, vsake vaje se učimo eno drugega, tako da vsak ima neke ideje in se učiti to in tudi sprejemati te ideje, da mogoče kdo kaj drugače misli, pa je tudi prav. Tako da se učimo iz dneva v dan, eno drugega. Veliko smo skupaj, tako da če to ne klapa, vse skupaj energije, pa je kar težko ustrajati. Super. Glede sem hotel še vprašati, zdaj se veliko igra, začela se je sezona, ali so vaje redno, tedensko na vidiku, ali se to bolj sproti dogovarjate, kako je s tem? Trenutno v tej fazi, ker je res sezona kar v močnem teku, se ne uspemo dobivati tako, kot bi se želeli. Tako da drugače pa, ko je pa pač malo bolj umirjeno to stanje, pa res probamo nek ritem vaj držati, ker vemo, da le to pol vodi do novih pesmi in tako naprej. Super. Zdaj se lahko malo vdahnete, kajti slišali bomo sedaj en videospot Foxnerjev in naslov skladbe Vse najboljše za te, evo za vse slavljence in slavljenke, ki ste mogoče praznovali v tem tednu, ena skladba za vas. Vse najboljše za te, danes bodo peli mi, da bo vse drugače, hoteli me prepričati. Vse najboljše za te, pa zapojem jim nazaj, saj se letom ne dam, me živiti ni sram, da sem mladci priznam. Starejši bom za en let, kako čas beži, saj ne morem verjeti, ker me nič ne boli. Še vedno ga žuram, rad ne hodim še skuram, spat vroča me kri, še po konci drži. Vse najboljše za te, danes bodo peli mi, da bo vse drugače, hoteli me prepričati. Vse najboljše za te, pa zapojem jim nazaj, saj
se letom ne dam, me živeti ni sram, da sem naciji priznam. Da se bo treba umirit, mi stari teži in ta mlado dobit, ker baje se mudi. Še vedno ga šuram, rad ne hodim, še skuram spat, vroča me kri, še po konci drži. Vse najboljše zate, danes bodo peli mi, da bo se drugače, hoteli me prepričati. Vse najboljše zate, pa zapojem jim nazaj. Saj se letom ne dam, me živeti ni sram, da sem naciji priznam. Vse najboljše zate, pa zapojem jim nazaj. Saj se letom ne dam, me živeti ni sram, da sem naciji priznam. Saj se letom ne dam, me živeti ni sram, da sem naciji priznam. Vse najboljše zate, pravijo Foxnerji, ja, pa naj bo res vse najboljše za vas, na splošno v življenju. Še vedno spremljate oddajo Najvižja, še vedno naši glasbeni gosti odlični. Jukebox, skupina Jukebox, veliko smo se že nasmejali, v naslednje pol ure se še tudi veliko bomo in pa slišali predvsem še nekaj njihovih odličnih skladb. Naslednja pa je na sporedu, sedaj poljubljaj me počasi, evo en lep valček. Poljubljaj me počasi, da bo dolgo trajalo, da čutil bom poljube, tudi ko te več ne bo. Prehitro bo minila tale sreča najina, potem pa boš kot vedno spet njegov objem odšla. Poljubljaj me počasi, saj se ne mudi, saj sama sva in sploh še konec ni noči. Nikar ne hiti raje, si vzemi čas, če že grešiva, naj zares bojim na glas. Rad zapisal bil spomin, da spet dišiš opojno, kot najbolj cvetoč jasmin. Saj vem, srce je vroče in razbija ti močno, a lepi naj trenutki z urami se merijo. Poljubljaj me počasi, saj se ne mudi, saj sama sva in sploh še konec ni noči. Nikar ne hiti raje, si vzemi čas, če že grešiva, naj zares bojim na glas.
Če že grešiva, naj zares bo. In na glas. Ja, evo, samo je lepe skladbe danes iz današnje oddaje zvenijo. Povej mi, Tomaž, imaš valčke, polke, kako si s tem? Rajš zapoješ en tak čuten valček ali ti bolj ležijo poskočne polke? Kaj je po tvoje? Če bi me ob polnoči zbudil, vprašal, kaj bi rajš, definitivno eno res oranž polko, ampak tudi dober valček ima pa svoj poseben čar. Ja, super odgovor. Super. Odvisno malo tudi od razpoloženja. Definitivno, verjetno, ja. definitivno. Tako je. Kaj še recimo ti rad počneš v življenju? Torej, a ti še ostane kaj časa za kak hobi? Mogoče predvidevam, da hodi v službo, torej igra za vikende, a še ostane kaj časa za... Ja, tako hodim v službo, pa trudim se vse, kar delam v življenju, da delam z nekim veseljem, z neko ljubeznijo, ampak evo, seveda, prva največja ljubezen moja družina, pol pa, to je seveda takoj glasba, tako da... Za hobi je nekaj strašne, no, malo sem probal, da bi res to kolo, pa tek, pa... A res tak? Ja, sem ful, sem športen. Športen tip? Ja, ful, ja, ampak nimam časa, ne. Pa dol pri nas je zdaj tako slabo vreme, to sam deš na deš, ne moreš spohiti tačiti. Tudi ne moreš zunaj laufati normalno. Pa pri Krki pljučnica takoj, ne moreš. To si lepo povedal. Ja, res. Res je, tudi na Koroškem niso pravi razmere za šport. Ja, pa veter, ja. Veter si. Kam pa recimo rekel si, muzika, služba, družina, to je vse lepo in prav, ampak vseeno recimo v nekem naporni soboti, ne, ko prideš domov, pa rečemo, da si zaželiš ene take pol ure ali pa 1 uro za sebe, ali ti ta čas uspe dobiti kje, a greš v naravo, a greš za televizijo, pa rečeš svoji dragi, zdaj pa prosim, pusti me 1 uro. Ja, pa... Ali si naspediran, pa ko staneš, poveš vse, kaj se je dogajalo preti večer, recimo, kak tip si? Ne, zdaj stvar je v tem, kaj ona mene vpraša, kaj se je dogajalo. To itak to povem. Odgovoriš, to itak povem. Okay. To povem, pa ja, zdaj odvisno, kak je naporno. Včasih pride tako, ker res ne rabiš nekega strašnega spanca, pa greš mogoče res malo z sinom naravo, pa malo živimo zraven Krke, prekrasen kraj, tako da... Ja, na ta način, no, se sproščamo. V naravi torej, ja. Pa z družino. Ja. Z roštilom v naravi, recimo. No. Dajmo tako reči. To si pa je povedal. Na kaj ste mogoče kot skupina najbolj ponosni v teh 8 letih delovanja vašega? Pa zdaj tako, mislim, da si lahko dovolim, pa mislim, da ne bom se veliko zmotil, če bom govoril v imenu vseh, da smo najbolj nekako ponosni na to, da smo zdržali. Da se držimo skupaj, da ne popuščamo, da imamo nek isti zanos, kot smo ga imeli na samem začetku. Sploh recimo COVID je bila ena taka preizkušnja, kjer je bilo dosti možnosti, da se zadeva pol več naprej mogoče ne bi peljala za takšnih ali drugačnih razlogov, ampak smo zdržali in se rečem, ne izgubljamo te iskre in mislim, da smo najbolj na to ponosni. No? Super, krasno. Torej, močna vez je med vami in naj traje, naj ostane. Jaz grem pa zopet na svoje mesto, slišali bomo naslednjo skladbo in ja, muzikant boš, pravi naslednji naslov zopet enega lepega valčka in jukebox. Čisto jasno se spominjam, ko sem prvič slišal te, ti zajokal, pozdrav si v notah svoje pismice, da zaljubljen boš v glasbo, to sem vedel že takrat, da kot oče uročen boš harmonije spletal rad. Včasih se kar malo skrijem, da ne kažem ti solza, ko oči se ti skrijo, ko harmonika igra. Tak je svet, ti boš odrasel in vesele pesmi pil. Jaz pa siv bom in v rimah bom doma spomine grel. Muzikant boš, to se sliši in se ve, saj od glasbe imaš začarano srce.
Včasih se kar malo skrijem, da ne kažem ti solza, ko oči se ti skrijo, ko harmonika igra. Tak je svet, ti boš odrasel in vesele pesmi pil. Jaz pa siv bom in v rimah bom doma spomine grel. Muzikant boš, to se sliši in se ve, saj od glasbe imaš začarano srce. Muzikant boš, to tvoj oče si želi, da na odru enkrat skupaj stala bi, da na odru enkrat skupaj stala bi. Muzikant boš, evo pravijo člani skupine Jukebox, zdaj je pa že res skrajni čas, ker če ne bosta mi člana ansambla, mislim ne skupine Andrej in Matija zamerila, da pridem tudi malo med, pa grem prvo k Andreju. Andrej, dobro večer tudi tebi. Dobro večer. Pred en korak stop naprej, ja. Najed sem malo pomembnega, ja. Andrej, ti tudi menda rad poveš, kaj, pa ne, mislim, Ja, si zgovoren tudi drugače. zgovoren drugače. Ja. Kar. Malo se Matija smislimo, tudi njega namočila malo. Vse je prav. Povej mi, muzikant boš res en lep valček z lepim besedilom smo slišali. Kdaj so pa tvoji starši ugotovili in ti rekli, ta bo pa muzikant? Se spomniš morda trenutka, da je glasba spremlja od malih nog ali si se kasneje našel v tem svetu? Ja, oče je prepeval in stara mama, pa drugače sem pa jaz zagledal kitaro. Tako kot je Matej že prej povedal, sem se zaljubil in sem točno vedel, da bom igral kitaro že od malih nog. No. Super, da noben drug inštrument ni prišel v upoštev, samo kitaro. Ne, niti pod razno. Takoj sem vedel, stric je prinesel na staro kitaro, videl sem na kavču pri 6 letih in to je bilo to. In to je bilo to. Ti je všeč, ko jo tako fajn držiš za vrat? Ja, pa vrat malo, ja. Pa recimo, da je še kaj drugega. Da je še kaj drugega, ja. Tako, drugače pa, kak sta recimo z Matijem, jaz vedno rad vprašam, videl sta tak ritem steber ansambla, predvidevamo, ne? Zelo smo povezani. No, to sem rad Res, da sta s Tomažem dvojčka, ampak mislim, da mi dva držimo. Dosta sta dvojčka. Tomaž pa... Matija sta dvojčka. Dvojčka, ja, Ja, seveda. to pa sploh vedel nisem. Evo. Res ne. Mislim, zdaj, Ampak sta pa videla, ni nekako preveč. podobnost obstaja. Ne? Ja, ok, to nisem vedel, veš. Ampak ja, je ena posebna povezava med vama. Torej, kadar mogoče Matej tako malo izpod čela pogleda, se vidva gledati se boji, da se nič ni zgodilo in držita skupaj verjetno. Evo, Bog ima tega, pa nasrka samo na harmoniki, ko zagleda tisto. Ampak tako je, ja, super. Kaj še ti mogoče, ali tebi ostane kaj časa v življenju, da še rad počneš kaj drugega, razen tega, da si odličen glasbenik, da imaš službo? Pa ostane, probam, kuham rad, recimo. Ja. Super. Moji dragi ni potrebno, recimo, preveč kuhati. Kaj najraje kuhaš, mislim? Katere sestavine najraje Recimo, najraje imam pečico. Pečico. Vse skupaj noter v en pleh in je potem to hitro rešeno. Kaj pa daš noter v en pleh? Ja, recimo meso, krompir, česen, sol, poperček. In je pol draga, zadovoljna. Tako, ja. Mislim, Zadovoljna, ja. a si že kdaj fante skupine in pa Lano povabil? Ne, to pa še čakajo. Še čakajo. Moram še narediti večerjo za njih, ja, obvezno. To je en tak večhodni meni, se moraš potruditi. Ja, ne, verjetno, mislim, v nabavo bo treba kar stopiti. Ja. Pojejo pa ne malo. Zaradi tega se ni še zgodilo, no. Moram se prej preštimati, pa Se moraš dobro pripraviti. Ja, tako. Ampak se pa bo v bližnji prihodnosti. bo, predvidevam. seveda, obvezno. Super. Hvala ti za pogovor. Hvala lepa. Grem še malo do Matija. Matija, torej, brata sta Je, tako. s Tomažem. Je, dvojčka. Dvojčka. Dolga poznam. Kdo je starejši? Jaz. Ti?
Až da se ti malo vidi, da ti je Res, da, brada ne? že ruknila ven med tem, ko Tomaž še nič ne raste. Res je. No, super. In kako se recimo zdaj, to je pa vedno zanimivo, veš, če bi jaz prej vedel, da ste dvojčka, bi že prej navezal tudi kakšno takšno vprašanje, bom rekel ga zdaj, kakšno otroštvo sta imela, kako sta ga preživela? Je tudi bilo vse v ritmu polk in valčkov, a je bil bolj rock'n'roll, kako je bilo? Je bilo, valčko je bilo bolj malo, Aha, večina polk, ja. okej. Z njim je bilo vedno zanimivo, no? Ampak vedno, ko smo kaj špičla, moram reči, da sem ponovadi bil jaz tak, ker je bil kriv, ampak je on rekel, da je on. Tako da A res? še vedno sem mu hvaležen za to. Ampak ja, smo bila pa od začetka spet v Muski, z 4. letom, 5. No, smo začeli v pripravnico hoditi in Super. tak se je pot nadaljevala. No. Krasno, krasno. Je kar fajn, verjetno, pa tako še vsak na eni strani stojita, tako da ena taka bratska vez. Tako. Pa tudi doma ne rabimo lagati, kaj se je na špili zgodilo. Ne? Ja, glih točno. Nisem hotel reči, da se zmenita. Se zmenimo prej, ja. Mislim, kaj bo ta govorila, veš. Tako, ja. Ker če se zgodi, se veš muzikant, da se vse sorte Ja, zgodi. nikoli ne veš. Ja. A ne, pa ni fajn, da bi en govoril tako, drug drugače, ne? Ja, lahko Tako da- hitro problem, ne? Ta še nista imela težav. s tem. Ne še. Okay. Malo heca mora biti. Ja, veš, da. Je super, no. Kaj je tebi, recimo, muzika dala? Kaj bi ti izpostavil, da ti je muzika prinesla v življenju, recimo? Moram reči, da veliko novega. Vsak teden, vsak vikend spoznaš nekaj novega, srečaš nove ljudi, veliko se naučiš, kar mislim, da drugo kot glasba ali pa nam muzičarom z drugo stvarjo ne bi mogel nekaj takega doživeti. No. Res smo praktično vsak vikend nekje drugje, pa fajn se imamo. Ne. Super. Super, to si pa lepo povedal. Torej, nova prijateljstva, Tako, spoznavanje tako. ljudi in ja, to je največ. Ja. Verjetno Res za je. človekovo dušo. Tako, ja. Ja, super. Hvala lepa tudi Hvala. tebi, Matija, za pogovor. Jaz grem pa zdaj zopet na svoje mesto. Slišali bomo naslednjo skladbo. Cvičkova princesa je naslov naslednji skladbi. Jaz vprašam po tej skladbi tudi člane, ali poznajo Cvičkovo princeso. Ja, v tem trenutku, v tem času pa si torej ja, privoščimo to skladbo in skupina Jukebox. Če žametni črnini malo frankinje dodaš in malo kraljevine, pa najboljše vino imaš. To je seveda cviček, ki cel svet ga že pozna. Vesel in zdrav in srečen tisti je, ki pije ga. Zorile na Dolenjskem, kjer smo delovni ljudje, tu svoje ima kraljestvo, svoje glave krona ne. Kdor sodu ima najboljšega, postane Cvičkov kralj in Cvičkova princesa je lepote ideal. Cvičkova princesa na Dolenjskem je doma, se rada smeje in na dober cviček se spozna. Cvičkova princesa ima med brajdami srce in ve, da lepo pameti se piti sme. Cvičkova princesa ima med brajdami srce in ve, da lepo pameti se piti sme. Zorile na Dolenjskem, kjer smo delovni ljudje, tu svoje ima kraljestvo, svoje glave krona ne. Kdor sodu ima najboljšega, postane Cvičkov kralj in Cvičkova princesa je lepote ideal. Cvičkova princesa na Dolenjskem je doma, se rada smeje in na dober cviček se spozna. Cvičkova princesa ima med brajdami srce in ve, da lepo pameti se piti sme. Cvičkova princesa na Dolenjskem je doma, se rada smeje in na dober cviček se spozna. Cvičkova princesa ima med brajdami srce in ve, da lepo pameti se piti sme. In ve, da lepo pameti se piti sme. Ja, Cvičkova princesa, slišali smo skladbo, ki ste jo poklonili verjetno Cvičkovi princesi. Zdaj pa res lahko vprašam, Tomaž, poznate Cvičkovo princeso? Zelo dobro jo poznamo, kajti ona je bila ena izmed glavnih, aktualna Cvičkova princesa je bila ena izmed glavnih pobudnic, da se tako mas sploh nastal.
Ja, Tako. super. In to je zaupala vam, torej to je izvedbo. Tako. To je pa res lepa čast. Ja, zelo smo bili počaščeni, res. Mislim, tudi lepo je, ker je aktualna Cvičkova princesa izhaja iz Kostanice na Krki. In smo bili zelo počaščeni, da se je ravno nas izbrala za nosilce glasbenega dela te titule. Super. Kako ste pa vi prijatelji z Cvičkom? Mislim, tako se družite kaj? Cviček je lahko tvoj najboljši in najslabši prijatelj, hkrati, ne? Se je samo odvisno od doze. A je odvisno od doze? Ja. Dokler je zmerna, je najboljši. Ja, tako, ja. Mislim, sploh za tujega človeka je zna biti prevrljiv, ne? Ker vsi mislijo, da to pa ne more narediti nekih takih rezultatov kot močnejša vina, ne? Zaradi svojega volumna alkohola, ampak se bi pa lahko človek hitro prevaril. No? Ja, ker pitn je pa bolj kot ena voda, recimo navadna. Pa definitivno. Z vodo se cvičkova trta zaliva, da zraste, pa cvičke pa zapit. Da Dolenci bolj zalivate. Mi zalivamo trte, vino pa pijemo. Tako. A ima kjer od članov vinograd doma? Mislim, da ga Andrej še imel, sem zadnje cajte tukaj špilo, da vse zaraslo. Ja, pa skuho se. Ja, pa skuho se ukvarja človek. Ja, rabo nekaj za zakurt. Brajda pa mena dobra za žara. Počas gori. Okay. Kaj se tebi zdi, mogoče smo, prej si omenil, prejšnji vikend ste bili na Švedskem, torej za Binkošte. Kakšni smo pa Slovenci kot narod? Da smo še vedno veseljaki, a smo bolj odprti, zadržani. Kak občutek dobivaš, recimo, ko hodite? Definitivno sploh, ko srečaš Slovence v eni taki sredini, ki je kulturno zelo drugačna od nas, vidiš ta kontrast. Vidiš, koliko smo mi res, koliko živimo za to neko veselje, koliko živimo za ta konec tedna, ko se bomo imeli fajn. Ne, se prav delamo to zato, ker vemo, da se bomo tam na konec tedna enkrat pa le imeli fajn in to je res taka lepa vrednota. No? Ja, ne. Vsi delamo za tisti 2 dni v tednu, za konec, res za tisti vikend. Ja, super. Bolj se tudi ti veseliš, že od ponedeljka naprej, da pride naslednji vikend, da se s fanti dobite in z Lano in da zapojete. Res je. Super, no. Kaj je pa recimo tako med pevcem? Ja, med pevci, sem hotel reči. No. Zlanost tudi rabita neko tako... Ja, mora biti neka energija. Seveda, to se vse mora poklapati. Tako da ja, se trudimo. Imamo tu srečo, ki je glih tako glasna, kot jaz. Tako da ni šans, da ne bi klapalo. No? Ja, to je res, ja. To je res, mislim, zelo lepo in pa zelo konkretno pojete. Kljub temu, to moram povedati, spoštovani gledalke in gledalci, da je playback, jaz slišim konkretno vajne vokale in vsaka čast, ja. Veš, ker eni tukaj samo uste odpirajo, vidijo pa pojete, tako je treba. Tako da, ja, jaz se že veselim, da enkrat pridem v živo tudi se zabavati v vašo družbo. Zmeri dobrodošel. Hvala lepo. Jaz upam, da pridete kaj na Koroško tudi, če ne bom pa jaz prišel na Dolensko. Vse Slovenija je mejna, lej. Če je dobra žurka, se splača odpeljati tudi 2 urce, tako da, lej. To je res, ja, Slovenija ni velika. Tako. Mogoče, ja, bližamo se koncu oddaje, pa mogoče še za konec rečeva, mogoče imate kakšne take skrite želje, oziroma ne tako skrite želje, ampak kako željo, recimo, kot skupina, da se še vam ni uresničila, pa bi res bili veseli, če bi prišli do te točke, ne vem, neke... Imate kakšne take pa bom rekel, cilj je definitivno ustvarjati čim več svoje glasbe. Kajti, zavedamo se, da je glasbenikov veliko, pa predvsem zadnja leta mislim, da se bo strinjal ogromno kvalitetnih glasbenikov, ki ustvarjajo zelo dobro glasbo, ampak mislim, da res svojo pravo identiteto lahko najdeš in pa tudi pokažeš samo svojo glasbo. In mislim, da je prav, da se čim več ustvarja, ker takrat je procent dobre glasbe samo večji. Tako da cilj in želja je, da čim več ustvarjamo, da se čim več pokažemo ljudem in pa seveda, da jim nekako na tak lep način, kot je glasba, predamo svoje sporočila. To si lepo povedal. Nekaj moramo pustiti za namce, kako se temu reče, za mlajši rod, tako kot so nam starejši glasbeniki zapustili. Ja. Mogoče še čisto za konec, česa se pa najbolj veseliš v letošnji sezoni, veselic porok in ostalih obrednic? Zelo se veselim spet, letos gremo že 4. leto, 3. soboto v juliju, zdaj že skoraj tradicionalno špilamo v Povljani na otoku Pagu.
Dol je ena taka slovenska žurka, Brežiška noč, ki se jo zdaj že četrto leto že tradicionalno obiskujemo in se zelo veselim tega špila. To nam je tak en, bom rekel, vrhunec poletja. Zdaj že četrto leto se veselimo tega nastopa in zmer se imamo zelo fajn. No, super. Jaz se vam zahvaljujem za vašo dobro družbo. Jaz sem zares užival med vami, brez zamere, če sem kaj preveč rekel. Drugač pa ste izredno fajn ljudje, topli ljudje in pa veseljaki in zato, drage gledalke in gledalci, priporočam ansambl oziroma skupino Jukebox. Drugač pa vso srečo na vaši skupni poti nadaljnji. Veliko dobre glasbe želim in pa varnih kilometrov. Hvala lepa, hvala za povabilo. Hvala lepa. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, tudi vam želim en lep preostanek večera. Upam, da ste uživali tako, kot sem užival sam. Tukaj četrtkovi večeri so rezervirani za dobro, pristno domačo glasbo in tako bo tudi prihodnji četrtek, ko se gledamo, zato nas spremljajte. Za konec pa še ena lepa, odplešiva zgodba življenja v izvedbi skupine Jukebox. Lahko noč. Tvoj vedri smeh me vedno je bodril. Ljubič pogled me glene dni jasnil. Iskren objem ljubiti naučil. Kar sem želil, si s tabo sem dobil. Pošten, iskren, poln upov in želja. Si našel pot do mojega srca. S teboj življenje, sreča je prišla. Kar sem iskala, s tabo sem našla. Odpišiva zgodbo življenja o nama, ustvariva lepi spominov sledi. Pričakajva čas, ko ne bova več sama. Najnovo življenje ljubezen rodi. Prižgiva sonce drobnih radosti, zoriva težko pot vzajemnosti. Pojdiva po stezah do tistih dni, ko najina ljubezen osivi. Odpišiva zgodbo življenja o nama, ustvariva lepi spominov sledi. Pričakajva čas, ko ne bova več sama. Najnovo življenje ljubezen rodi. Pričakajva čas, ko ne bova več sama. Najnovo življenje ljubezen rodi.